Če se še malo vrneva, ne, se pravi, ti si starejši, je še bolj Eurošov, še kaj, še kakšna razlika? Ja, sama glasba še manj pomeni oziroma melodija je še bolj zapostavljena, kot je bila. Organizacija, recimo. Organizacija, bom rekel, meni se zdi, da je bila takrat mogoče boljša, ampak se ne spomnim čisto dobro, ker tega je itak 12 let nazaj. Žal, z vsem spoštovanjem do Ukrajine, se čuti, da v bistvu so za nami oziroma so za zahodnim svetom in v bistvu ne štimo vse tako, kot bi mogli, ne? Vsaj, kar se tiče ne samo organizacije, ampak vsega, celega spleta okoliščina, ne? Ampak imajo v bistvu še en problem in to je seveda vojna z Rusijo, ne? Hladna, vroča, nima veze, se malo menja. In so mogli zelo skrbeti za varnost in smo se počutili mogoče majčkeno nenavadno tam zaradi tega, ne? Skozi so bile patrulje, skozi so bili pregledi, skozi so bila ta čekiranja, ne? Tako da, mislim, kar se mene tiče, ni bil tak problem, ne? Samo se je čutila ta tenzija, še posebej, ker Rusija ni smela nastopati na Eurosongu, ne? Ampak pa še ena velika sprememba je, ne? Takrat, ko sem jaz v bistvu bil ta prvič na Eurosongu, takrat internet še ni vladal. Zdaj internet absolutno vlada, ne? Pa še ena stvar, ki lahko tudi rečem velika sprememba, takrat nisem vedel točno, kaj lahko pričakujem, pa česa ne. Zdaj pa sem v bistvu dobro vedel, zakaj se gre in v tem segmentu se mi zdi, da sem imel mogoče malo prednosti pred ostalimi oziroma pred večino ostalih ljudi, ki nekako niso imeli možnosti biti že prej na Eurosongu za svojo ali pa kakšno drugo državo, tako da v vsakem primeru sem v bistvu zelo vesel in hvaležen, ne, da sem lahko v bistvu en izmed redkih, ki je svojo državo zastopal na tako velikem festivalu dvakrat. Kaj pa odnos naše matične hiše, recimo RTV-ja, pred 12 leti ali pa danes? Zelo podoben, no, mislim, jaz sem čutil v bistvu v vsakem primeru pač veliko podporo, mogoče celo preveliko, ne. Zelo so me usidrali, dajmo, ne, da sem bil njihova absolutna prioriteta za tiste 2 meseca pred Eurosongom, pa seveda tudi za časa Eurosonga. Tako da, kar se mene tiče, to ni noben problem, to je v bistvu velik privilegij, ne, da imajo v bistvu vodilni ljudje na nacionalni televiziji za, bom rekel, prioriteto, kar se tiče samega PR-ja, ne, in moram reči, da sem z njihovim delom zadovoljen oziroma sodelovanjem. In kakor se spomnim, je bilo v bistvu obakrat isto, ne, obakrat sem bil v bistvu tretiran zelo redo, pa mislim, da je tudi prav, da v bistvu tretirajo svoje izvajalce iz, bom rekel, nacionalne hiše, tako kot se spodobi in jaz sem zadovoljen. Če te prav razumem, si predstavnik slovenskega melodioznega popa, ne? Recimo, ja. Kaj pa misliš sicer o stanju popa v Sloveniji oziroma tistega, ki se predvaja recimo na nacionalnem radiju, nacionalni televiziji, pa tudi na nekaterih komercialnih radijskih postajah? Jaz mislim, da zdaj v bistvu resnici nimava časa, da bi vse prediskutirala, ker se v bistvu ogromno dogaja, ne. Dejstvo je, da se v bistvu glasbena industrija, vsaj po mojih videnjih, rapidno spreminja iz dneva v dan zadnjih 5, 6, 7 let. V pozitivno ali v negativno? V bistvu v pozitivno poslušalcem, ker imajo zdaj vso glasbo zastonj, pa v negativno nam izvajalcem, ki zdaj delamo, vlagamo in denar in čas in trud v vse te stvari, pa v bistvu tega ne moremo tržiti tako, kot smo včasih, ne. Včasih so se plošče prodajale, zdaj v bistvu vsi dobimo, se pravi, avtorsko glasbo, studijsko glasbo zastonj, a ne. Ampak recimo, gled, taka vrst popa, kot je tvoj recimo melodiozni pop, ne. Ja. Se bo recimo ta glasba predvajala recimo na Valu 202. In zakaj ne? Recimo, katera glasba? Recimo tvoj komad, ki si ga imel na Eurosongu. Jaz moram reči, da sem ga na Valu 202 pa že neparkrat slišal. Celo? Ja. To ni glih najbolj glasba, ki ne bi se na Valu 202. Ja, to je sicer res, ne, da v bistvu slovenske radijske postaje v zadnjih letih... Ker bi lahko postal hit, veš, to moraš paziti. Ja, bi lahko, ne, samo, veš, sej ni vse v glasbi danes, to sva že prediskutirala, da v bistvu glasba ne igra glavne vloge pri hitih. To je danes v bistvu ratu zelo grebežljiv posel, ne. Tukaj moraš biti na prvem mestu poslovnež in se znajti. Seveda poznamo ljudi, ki se zelo dobro znajdejo v tem branži, kljub temu, da mogoče glasbe niti ne delajo toliko dobro ali pa v bistvu niti ne posvečajo toliko pozornosti glasbi, ampak predvsem marketingu glasbe, a ne. Zaradi tega, ker je to za njih na prvem mestu posel, šele potem na drugem mestu glasba in
osebnostna izraznost. Ampak to lahko obstane potem, ne? Ima to kakšno vrednost oziroma... Ne, vrednosti nima nobene, ne? Glasbene vrednosti nima nobene, lahko pa obstane, ne? Če, ne vem, zakaj pa ne, recimo, če to poslušalcem všeč in če gre to recimo iz generacije v generacijo, zakaj pa ne, ne? Na prvem mestu je predvsem treba to glasbo oziroma glasbo, ki jo pač imaš, spromovirati na 100 in en način, zaradi tega, ker je taka poplava glasbe, da je zelo težko najti iglo vseeno danes, ne? In to je dejstvo, ne glede na to, koliko dobro narediš, če tega ne zmarketiraš dobro, bo zelo težko priti na površje in zelo težko boš naredil hit. Razen v ne vem kakšnih primerih, razen v ne vem kakšnih slučajih, ki se seveda absolutno zgodijo, ampak jih je pa vse manj. Iz dneva v dan jih je manj, ne? Glasbena industrija, kot sem povedal, se rapidno spreminja in zdaj po ta novem še radijske postaje so naredile svoje komercialne radijske postaje po celem svetu, delajo svoje produkcijske hiše in potem vrtijo glasbo iz svoje produkcijske hiše, tako da v bistvu vse ostane znotraj familije in v bistvu živijo... Je tudi pri nas tako. Tudi pri nas, seveda. Da so lobiji, ne, v bistvu. Ja, seveda, ampak katerega, če nisi not, ne moreš not, ne. Ja, seveda ne. Je to žalostno? Ja, to je zelo žalostno, ampak v bistvu je zelo veselo za tiste, ki so v hiši, ne pa zelo žalostno za tiste, ki so izven hiše, ne. In ne glede na to, kaj narediš, v bistvu noter ne moreš priti, ne. Ne moreš priti. In kaj si ti? Zdaj recimo menedžer, izvajalec, vse v eni osebi ali... Ne, jaz imam zdaj glasbeno agencijo GIG, ki me zastopa, ne. In v bistvu vse klice, kar se tiče samih nastopov, preusmerjam na njih. Drugače pa ja, moram povedati, da sem zdaj v bistvu v zadnjem času postal vse več, kot sem bil prej. Zdaj sem jaz v bistvu ne samo pevc in ne samo skladatelj in avtor svojih skladb, ampak tudi tekste pišem, potem sam back vokale posnamem, jaz imam zdaj mini studio doma, naredim aranžma, orkestracijo, vse sam posnamem, ne, jaz v bistvu potem na koncu sam zmiksam, sam zmasteriram, sam vse inštrumente posnamem, to je zelo hecen v bistvu, ne, da v bistvu nekdo, ki je pevc, ki ga poznamo kot pevca, sploh ne vemo, kaj vse mora delati, da pride do tega, kaj vse je v ozadju, ne, in moraš znati klavir, in moraš znati kitaro, in moraš znati bas kitaro, in moraš se spodnati harmonijo, in moraš znati komad napisati, in moraš tekst znati zdravo naložiti, in moraš znati peti, in moraš vedeti, kako se back vokali postavljajo in kako je to treba miksati in kako je treba masterirati in tako naprej, da prideš do končnega izdelka. Najbolj žalostno je pa to, da v bistvu danes, kljub temu, da je treba toliko enega truda vložiti v te stvari, še zmer ne prideš na radijske postaje, ne. Kljub temu, da si ne vem kakšen izvajalec, mislim, se zgodi seveda, ne, da je marsikdaj seveda... Pa glej, Omar, glede na to, da je tvoja, da je nacionalna televizija, nacionalni radio te je zbrala za našega predstavnika, oziroma ja, seveda, našega na Eurosongu, tukaj bi moral imeti podporo, ne? Saj imam, saj pravim, na nacionalnih postajah mislim, da jo imam veliko večjo kot na komercialnih, ampak... Kdo ima v tem trenutku večji vpliv na ljudi, nacionalka ali komercialne postaje? Komercialne postaje, ker jih je v bistvu malo morje, ne. Nacionalna je pa samo ena, ki je v bistvu potem razpredena. Maribor, Maribor, Ljubljana, Koper, pa še kakšna, ne, se veš, kaj mislim, ne, a veš, komercialnih je pa ogromno, ne. Tako da mislim, da ima komercialne radijske postaje absolutno prednost oziroma veliko bolj vplivajo na glasbeno industrijo in na izbor oziroma na okus poslušalcev. Ampak je tako, ne, zdaj komercialne radijske postaje imajo nek model, po kakršnem se pač zgledujejo in jaz gleda v to schemo mogoče ne pašam včasih, a ne pa še marsikdo od drugih slovenskih izvajalcev, ki bi mogoče si zaslužili, da bi se jih vrteli. Ampak jaz mislim, da tukaj midva ne bova rešila sveta, ne, pa tega problema ne bova rešila, pa v vsakem primeru. Da opozoriva, ne, ali pa vsaj govorimo o tem, ne. Ja, mislim, govoriti treba malo o tem, da se ljudje zavedajo, da situacija ni rožnata za slovenske glasbenike, ampak v vsakem primeru se moramo truditi naprej in se ne pritoževati in delati na tem, da bomo pač prej ali slej prišli pač spet v stik s publiko, ki nas v bistvu, jaz mislim, da v resnici pogreša. No in kaj zdaj trenutno počneš? Trenutno produciram kopico enih novih skladb in razmišljam, kako jih bomo lansirali, kdaj jih bomo lansirali, zakaj jih bomo lansirali, kako jih bomo dali na tržišče in tako naprej in tako nazaj. Majčkeno se usmerjam, ne, kaj bom zdaj v življenju od zdaj naprej počel, oziroma v katero zvrst se bom vrgel, zaradi tega, ker jaz imam kar nekaj zvrsti, s katerimi se zelo močno poistovetim. Ena recimo od njih je rock, druga je pop rock, tretja je swing recimo, big band music, ne, mi je tudi zelo všeč. Ogromen je enih zvrsti, ki so mi zelo blizu in dejstvo je, da je treba
se odločiti, v bistvu ne moreš v bistvu vse na en koš zmetati, ker potem ciljna publika v bistvu niti ne ve, kaj hočeš, kdo si in se težko poistoveti s tabo, če ne znaš natančno povedati, kdo si in če ne znaš natančno definirati, kaj sporočaš. Ne? Tako da, ja, imam kar nekaj stvari na lagerju oziroma na, rekel, na hrbtniku in se prav veselim tega svojega dela vnaprej. Omar, hvala lepa, da si prišel na kavo. Nekaj, z največjim veseljem. Srečno in vse dobro ti želim. Tako, hvala za povabilo. Bodi lepo. Hvala, enako. Čau. Čau.